Oh, joj, spet advent. In še 1, 2, 3, 4, 5, 27 dni do Božiča. Mislim, se itak ne bo nič od tega Božiča. Vsi smo zaprti doma, nikamor ne smemo in nikogar ne moremo videti. In to naj bi bili prazniki. Koliko mi je dolg čas. Vse stare špile sem že 3-krat preobrnil. Kaj sploh lahko še delam? Lahko bi delal kaj za šolo, mogoče. Ma ne, to bo itak prišlo pol pred maturo. Zdaj še ni treba toliko delati. Pa toliko je dela za šolo. Saj sploh ne morem razmišljati o Božiču, če nam pa ves čas nekdo z nečim teži. Pač kako ne morejo razumeti, da doma ne moramo biti enak produktivni, kot smo v šoli, in da se snov, ki jo oni odpredavajo, ne preseli kar čudežno v naše glave. Ker v razredu so lahko vsaj videli naše zmedene poglede, tukaj pa še tega ni. Ja, pa te učitelji. Skozi bi neki radi od nas, sploh zato, ker moramo biti zdaj že zelo odgovorni. Hkrati pa moramo večinoma vse delati sami. Še sošolcev ne morem na hitro vprašati, če česa ne razumem. Pa še maturantje smo letos. In po mnenju vseh bi res že mogli biti samodisciplinirani in se pripravljati na maturo. Ja, vse mogoče res, da smo starejši, ampak lepo vas prosim. Pač to, da je nam težko, se mi ne zmišljujemo samo zato, da bi imeli razlog za našo lenobo. Ker res niste vsak dan 24 ur presedeti za isto mizo, kot pa se pol dneva učiti v šoli in se pol popoldne premakniti domov. Sem to pa res. Sošolce pa že kar pogrešam. Se ne, da smo vsi kolegi. Sam vseeno je boljše, če si v družbi svojih vrstnikov. Vse odnosov s sošolci pa tudi sploh nimamo več. Zdaj se niti ne pogovarjamo več. Včasih mi je res grozen in bi dala vse, da se to konča, ali pa da bi vsaj nekomu malo pojamrala. No, ampak, a sploh vem, kako se počutijo drugi, če so tudi oni osamljeni. Prej, ko smo bili v šoli, je bil vsaj občutek, da smo razred in da gremo skozi gimnazijo in šolske obveznosti skupaj. Zdaj pa tudi tega ni. Pismo v bistvu vse pogrešam. Še škofijsko hrano bi z veseljem jedel, pa v petek zadnjo uro poslušal latinščino, samo da bi bilo konc te karantene. Res pogrešam škofijsko. Nikoli si ne bi mislila, ampak dejansko mi je kdaj doma skoraj pretoplo in bi bila rajši v mrzli šoli in se grela ob radiatorju. Pa pogovore pogrešam. Če ne med poukom, pa vsaj med odmori. Res pogrešam sošolce. Ja, pa še prazniki prihajajo, Božič in novo leto, in se bomo mogli praznovati doma, z družino, s katero smo tako ali tako vsak dan skupaj. Ampak saj smo v tej situaciji vsi skupaj. Saj verjetno se tudi ostali tako počutijo. Verjetno je tudi marsikdo od njih osamljen. Kaj pa, če bi bila jaz tista, ki bi koga vprašala, kako je? Kaj pa, če bi bila jaz prva, ki bi nekomu napisala kakšen SMS? Saj se neko veselje skriva tudi v tem, da s poročilom razveselim njega in dejansko tudi sebe. Saj sreča je tudi v tem, da osrečim druge. Saj lahko pa naredimo eno online praznovanje. Vsak bo sicer na svojem, ampak bomo vsaj prek kablov skupaj. Dejansko bi bilo ful lepo, če bi se nadaljavo lahko videli. Zdaj bi nam dal že to nek občutek povezanosti in skupnosti, nek občutek, da nam je mar za druge. Veš, koliko bi bilo lažje, če bi lahko en drugmu mal pojamrali. Mislim, sej ne, da bi se pol kar vse razšilo, ampak vedeli bi, da se podpiramo in včasih je že to, da probleme poveš dovolj, da postanejo mal lažji in mal bolj rešljivi. No, sej samo toliko, da se vidimo in mal popraznujemo Božič. Sej tisto, kar šteje, je to, da smo skupaj in se imamo fajn. Sej Jezus se je rodil zato, da nam daje vero, da lahko upamo, da bo prihodnost boljša. In da lahko vstopimo drug do drugega in praznujemo te praznike skupaj. Si videl zvezdice, kako nocoj lepo žari, si čutil mir noči, ki veje med vasmi, nocoj je izpolnila se, obljuba davno dana že, rodil odrešenik se je, veliki kralj neba zemlji. Poglej na detelce, pripravi srcu jaslice,
klikni pred oltar. Dobil boš njegov dar, prinaša notranji ti mir in večno neusahnljiv izvir življenja, sreče, radosti, veselja Božje milosti. Zapoj v slavo mu, Bogu Očitu večnemu, zapoj v slavo ji, Mariji, Materi, brez njene